Pozdravljeni. Danes bomo skupaj skušali ugotoviti tisto pravo razmerje med vozniškimi pari za sezono 2026. Poglejmo si skupaj, kateri vozniški par se je znašel na vrhu in kateri prav od spodaj. Danes si bomo ogledali mojo lestvico glede tistih vozniških parov, ki jih bomo spremljali na naslednjih 24 dirkah za veliko nagrado. Če seveda vmes ne bo prišlo do kakšnih sprememb. Zavedam se dejstva, da gre za mojo osebno lestvico, ki je hočeš nočeš subjektivna. In marsikdo izmed vas se ne bo strinjal verjetno z mestom, ki sem ga dodelil tistemu vozniku, ki je njegov najljubši. A hočem poudariti, da gledam na vozniški par in skušal bom tudi obrazložiti, zakaj se je določen vozniški par znašel tako visoko ali pa tako nizko na tej moji osebni lestvici. Začeli bomo seveda od spodaj in se mesto po mestu premikali proti vrhu. In seveda prav na dnu je vozniški par, ki ga marsikdo verjetno tudi pričakuje. Vozniški par ekipe Alpine, kjer sta Pierre Gasly in Franco Colapinto. O Francu Colapintu verjetno ne bomo izgubljali preveč besed. Je voznik, ki ima veliko zaslombo pri pokroviteljih, ampak bodimo iskreni, kakšnih izjemnih kvalitet pri njemu nismo videli. Kaj pa Pierre Gasly? Po svoje zanimiv voznik. Ampak vprašajte se, kakšne možnosti ima zunaj Alpina. Kdo bi se lahko potegoval za njegove usluge, če bi se na lepem naveličal ekipe iz Enstona? Seveda sam Gasly ne more popraviti tistega medlega vtisa, ki ga daje Colapinto, in nekega sodelovanja v razvojnem smislu tu, vsaj jaz, ne vidim. Na 9. mestu imamo oba voznika ekipe Racing Bulls, Liam Lawson ter Arvid Lindblad. Je povedati, da sezona Liama Lawsona v letu 2025 je bila vse prej kot dobra. Najprej je na samem začetku izgubil mesto v Red Bullu, nato ga je prehitel Izak Hadjar. In seveda Hadjaru se je nato ponudila tista življenjska priložnost pri ekipi Red Bull. Liam Lawson je pa ostal v Formuli 1, ker enostavno pri Red Bull Akademiju niso imeli več drugih voznikov na razpolago. In seveda njegov moštveni kolega je Arvid Lindblad, novinec, ki je seveda izjemno mlad, ampak ki je že morda začel kazati znake šibkosti v finalu lanske sezone Formule 2. Tu bi lahko dejali, da kot vozniški par bi jo res lahko postavili tam proti dnu, zato tudi na 10. mestu. Na 9. poziciji pa voznika ekipe Cadillac. Govorimo o Valtteriju Bottasu, govorimo o Checu Perezu. In tu sedaj se lahko začnemo spraševati, zakaj voznika, ki sta zmagovala dirke v preteklosti, ki sta bila v močnih ekipah, tako nizko. Zavedati se moramo nekaterih dejstv.
Prvič, oba sta sezono 2025 pavzirala in manjka jima praktično tisto, kar so drugi imeli na razpolago na 24 dirkah za veliko nagrado. Oba sta malce zarjavela in mimo tega ne morem. In treba je poudariti še nekaj. Oba po naravi druga voznika. In to se zna poznati, še posebej pri ekipi, kot je Cadillac, kjer ne bo verjetno neke jasne usmeritve, kam se gre in koga se posluša. In videli bomo, kako se bosta odrezala, ampak sam kot vozniški par ju vidim izjemno nizko, ker ne dajeta nobenega zagotovila, vsaj ne na papirju, za prihodnost. Na 8. mestu sta voznika ekipe Haas, Oliver Bearman ter Esteban Ocon. Mnogi boste dejali, zakaj tako nizko, saj Bearman je pokazal marsikaj. Pokazal je že marsikaj, ampak drugi novinci, kot bomo videli v nadaljevanju, so morda pokazali celo več. In treba je povedati, da skupaj z Oconom sta oba voznika ekipe Haas bila solidna, ampak če smo prav iskreni, nismo videli nobenega presežka. In zato sem jo uvrstil seveda tja na 8. mesto. Pri 7. in 6. mestu bi lahko dejali, da sta si vozniška para izjemno skupaj in verjetno tu bi se dalo diskutirati, koga postaviti višje in koga nižje. Ampak na 7. mestu, po mojem skromnem videnju, Fernando Alonso ter Lance Stroll. Vozniška zasedba ekipe Aston Martin. Zakaj? Fernando Alonso verjetno v svoji zadnji sezoni svetovnega prvenstva Formule 1 in v njegovih letih morda motivacija ni več tista, ki smo jo videli pri 20-letniku. In kar se tiče tudi motivacije, Lance Stroll ni nikoli blestel. Seveda z pravim bolidom znata oba dosegati dostojne rezultate, ampak ne vidim ju bistveno više. Seveda na 6. mestu Hülkenberg in Bortoleto, voznika ekipe Audi. Tu je treba povedati, kot sem že poudaril, da sta si ta dva para, vsaj po mojem, dokaj blizu. Vozniškemu paru ekipe Audi sem dal prednost, predvsem zaradi Bortoleta, ki kaže izjemne napredke, naprimer v primerjavi s Strollom, in seveda tudi Hülkenbergom, ki je znal lani doseči zanimive rezultate. Naprimer, Hülkenberg z takrat Sauberjem je bil sposoben priti na zmagovalni oder, Alonso z Aston Martinom ne. In če damo to malce na tehtnico, bi lahko dejali, da imata Hülkenberg in Bortoleto manjšo prednost. Na 5. mestu vozniška zasedba ekipe Williams, torej Carlos Sainz mlajši in Alexander Albon. Sainza smo lani dvakrat videli na zmagovalnem odru, kar se tiče dirk za veliko nagrado, enkrat na sprint. Albon je bil izjemno konstant in skupaj znata sodelovati in kemija, kot kaže, deluje. Težko ju je uvrstiti višje, tudi zaradi tega, ker vozita za Williams, ampak menim, da je 5. mesto za ta vozniški par dokaj pravo. Videli bomo, ali bo Sainz postal še malce bolj konstanten od samega začetka in kako je ekipi iz Grova uspel letošnji model, ampak menim, da mnogi izmed vas boste tem mojim izborom strinjali. Na 4. mestu vozniška zasedba Scuderia Ferrari.
Charles Leclerc ter Lewis Hamilton. Vem, od Lewisa Hamiltona smo pričakovali več in verjetno letos ima zadnjo priložnost, da nas v to prepriča. Ampak tudi Charles Leclerc je začel kazati tiste svoje pomanjkljivosti. Res hiter je na tisti en sam kvalifikacijski krog, zna seveda tudi zmagovati, čeprav lani ni imel tega privilegija, ampak ni konstanten. In vidimo lahko tudi pri Leclercu, da je dosegel nek nivo, katerega se skuša držati, ampak ne napreduje. In treba je tu povedati, da pri skuderiji Ferrari tudi dejstvo, da nimamo izrazitega prvega voznika, postavlja to zasedbo malce bolj v ozadje. Zagotovo po mojem skromnem videnju vozniški par tovarniške ekipe Mercedes deluje bolj. In tu sta seveda Russell ter Antonelli, tista dva voznika, ki vsaj za enkrat kažeta potencialno bistveno več moči. Čeprav moramo tudi tu priznati, da tretje in četrto mesto ločijo le nianse, le malenkost. Odvisno bo, na primer, kako je dozorel Antonelli in seveda tudi to bo eno izmed glavnih vprašanj v prihajajoči sezoni. Seveda Antonelli, ki bo bistveno manj v raznih nesrečah in podobnih zadevah, bi znal biti v teoriji boljši od Hamiltona. Če bo seveda Lewis Hamilton nadaljeval s formo, ki smo jo videli lani. Tako da tudi to, tretje in četrto mesto, kot sem že povedal, tukaj blizu. Ampak na drugem mestu morda presenečenje za marsikoga izmed vas. Oscar Piastri ter Lando Norris. Ampak kako? Saj je McLaren zmagal med konstruktorji, saj je Lando Norris aktualni svetovni prvak. Vozniški par, da deluje tako, kot je treba, mora praktično iti skupaj proti istemu cilju. Imeti mora prvega in drugega voznika. In prav tu je največja hiba tega vozniškega para. Videli smo v lanski sezoni, kako malo je manjkalo, da ni svetovni prvak postal Max Verstappen. Kljub temu, da so imeli pri McLarenu bistveno boljši bolid in seveda velikansko prednost. Zaradi tega par, ki ga sestavljata Lando Norris in Oscar Piastri, dajem na drugo mesto, ker se ju da premagati. In seveda na prvem Max Verstappen in Isaac Hadjar. Vozniški par, ki ga vidimo pri ekipi Red Bull. Tu velja poudariti, da že sam Max Verstappen zna narediti skorajda čudeže. Videli smo lani na marsikateri dirki, rad bi poudaril na primer veliko nagrado Italije, ampak ne smemo pozabiti na Isaaca Hadjarja. Spomnite se, kaj se mu je zgodilo na veliki nagradi Avstralije. Kako ga je kritiziral Helmut Marko. In seveda, po vsem tistem se je bil Isaac Hadjar sposoben dvigniti. Prišel je na zmagovalni oder, bil je boljši od Liama Lawsona in po mojem zasluženo ob boku Maxa Verstappena. Seveda, letos ima izjemno težko nalogo, ampak koliko bo Isaac Hadjar pokazal tisto, kar smo videli lani v ekipi Racing Bulls, tudi letos v Red Bullu, skupaj z Maxom bi znala biti izjemno zanimiv, dober in seveda odlično utečen vozniški. A gre za moje mnenje, moja predvidevanja, mojo lestvico. Koliko imate vi tudi kakšen svoj osebni predlog,
imamo za to pripombe. A za danes je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.